Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu, kjer vam bom pokazala zadnje dni najinega dopustovanja na Portugalskem. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running. Never sleep, never stop, never show from the top. We're gonna be two hearts running. Cunje so oprane, stanovanje je poštimano, zdaj grem pa lahko na en sprehod. Tukaj na Portugalskem je značilno, da je veliko hiš prekritih s keramičnimi ploščicami, ker so zelo trpežne in tudi ščitijo fasado pred soncem in pred dežjem. Tudi enostavno jih je čistiti, pa zelo dolgo zdržijo in ohranijo tisti lep videz. Te ploščice pa niso le praktične, ampak imajo tudi tako bogato zgodovino in umetniško vrednost. Pogosto prikazujejo vzorce, zgodbe in pa prizore iz čisto vsakdanjega življenja. Se pa tukaj v mestu najde precej manj teh hiš, kjer so fasade obložene s ploščicami. To je bolj navada na vaseh, tako da tukaj je pa bolj tradicija oziroma ohranjanje zgodovine. Si pa ne znam predstavljati, koliko je nekdo porabil časa, da je položil vse te kocke. Eno po eno je skladu, si predstavljate? Jaz ne. Ne vem, koliko časa so to delali. Ulice in ulice so prepletene s temi kockami. Zelo lepo in domiselni vzorci. Vmes sem bila še v trgovini, sem kupila kis, olje, pa popra mi je zmanjkalo. Za vse to sem dala 5 €. Moram reči, da meni je pri teh apartmajih všeč točno to, da recimo te pričaka olje, kis in te osnovne sestavine, kar jih rabiš za dnevno kuharijo, ker mi bo pa ostalo, bom pa pustila za druge, da ne bojo rabili takoj laufati v trgovino. Zdaj bom pa pripravila kosilo, pleskavice, malo čebule bom narezala na krožnik, potem bom naredila paradižnikovo in pa fižolovo solato. V mestu so neki festivali in se na vsaki ulici kaj dogaja. Z Matjažem sva prišla v dolino reke Douro. Cesta N222 je znana kot najlepša cesta, ki jo moraš prevoziti. Jaz bom tukaj naredila en sprehod, Matjaž pa se odpravil na kolo. Čau, bodi fajn. Enako, lepo vozi, čau, čau. Dobila se bova čez 60 kilometrov, kolikor jih bo Matjaž naredil s kolesom, jaz bom pa do tja prišla z avtom. Potem greva pa naprej v Porto, kjer bova vrnila izposojeno kolo. Ta dolina je pod UNESCO-vo zaščito zaradi pač ene take čudovite narave, znana je pa tudi po vinu Portovec. Sladko. Mnogi pa to dolino obiščejo tudi direktno iz Porta in pridejo z ladjico. Vina še vedno izdelujejo po tradicionalnih metodah, grozdje še vedno pobirajo ročno, potem pa ga z nogami pretlačijo v granitnih koritih. Jaz sem že na cilju, Matjaž ima pa približno še 20 minut vožnje. Bravo! Žiga. Šlo super. Evo, 61 km, 1080 višincev. Res, to je pa res super. Tako, Matjaž je srečno prispel, zdaj greva pa naprej v Porto, da vrneva kolo. Sva se pa zdaj ustavila v enem mestu, kjer sva imela prvotno rezerviran apartma. Ampak sva ga potem stornirala, ker lastnica tega apartmaja ni dovolila hrambe kolesa v stanovanju, ampak samo zunaj na ulici. Sicer je kraj zelo tak miren, bolj kot ne prazen, brez turistov. Nekaj turistov pa pride s trajektom čez to ožino
na kakšno kosilo ali pa sprehod. Je pa fora v tem, da je ta laguna izjemno dolga in velika. In širina te lagune je približno 1,2 km zračne linije, tako da s trajektom prideš tja zelo hitro. Če želimo pa okrog te lagune z avtom, rabimo pa 50 km. In si sploh ne predstavljam, kako bi bilo, če bi bila tle nastanjena, ker bi bila dejansko vezana ali na trajekt ali pa na ogromno ene vožnje, da prideš čez to užino. Me je pa prav presenetilo, koliko enih ljudi je šlo na ta trajekt. Apartma bi imela pa tukaj gor, kjer je tale balkonček. Sigurno bi bilo tudi tle zelo lepo, mogoče bi bilo pa res malo nerodno glede same lokacije. Zdaj greva v Porto, do tja imava pa dobro uro vožnje. Tam imava rezerviran hotel na letališču, to pa zaradi tega, ker imava zgodaj zjutraj let. Potem greva pa čez most in če vidite mogoče tam od zadaj, je že letališče. Sva pa v sobi 102. Na desni strani so toaletni prostori, se pravi WC in kopalnica. No, tukaj naprej je pa zakonska postelja. Soba ni nič posebnega, majhna, ampak za naju super. Tukaj bova preživela še 2 noči, zdaj se bova pa vštimala in greva kar v mesto. Porto, en sam džumbus, a ne? Ja. Vse dogaja. Čin, čin. V Portu se spodobi, da se naroči portovec. Čin, čin. Za vino sva plačala 6 evrov, ker se mi zdi za Porto zelo taka ugodna cena. Je pa res, da Portugalci ne šparajo z vinom. Kjerkoli sva naročila kozarc vina, sva ga dobila 2 deci, lahko tudi 2,5 deci. V Portu pripada pa tudi večerja. Naročila sva pa tipično portugalsko jed, ki se ji reče francesinha. Hvala enako. Sladica 3,45 € in oba bova imela več kot dovolj. Ne vem, kaj je to, ampak je iz listnatega testa in pa neka krema. Zdaj sva prišla še do nivoja reke Douro. Od tukaj grejo tudi križarjenja do tja gor, kjer sva bila včeraj. In po tej reki so vozili potem vino v Porto in po vsem svetu. Samo mesto je precej na višjem nivoju, kakor je ta reka, zato je možnost za vse tiste, ki malo težje hodijo, da grejo z gondolo. Je pa tudi na tej strani ogromna gneča, ogromno stojnic, lokalov in restauracij. In vse to so bile včasih vinarne, ki so pa danes predelane v lokale oziroma restauracije. Matjaž je šel pa sprobati, kakšna je voda. Ni tako mrzla. Ne? To je višinska razlika, ki jo morava premagati. Zgornji most je na višini mesta, čeprav se mesto pa še malo dviguje, midva bova šla pa po tem spodnjem mostičku. To so pa ladjice, s katerimi so včasih prevažali vino. Za vse tiste, ki ne morejo po stopnicah ali pa ki si ne upajo na gondolo, je pa tukaj vzpenjača. Midva se bova pa v center mesta zagnala kar po ulicah v hrib. Pa sploh ni problem iti peš gor do centra mesta, ker po teh ulicah se skozi kaj dogaja, pa se pol zamotiš z drugimi stvarmi, pa malo sence poiščeš. In je super. Mogoče je pot malo daljša, ker ulice vijugajo, ampak ni strmo. Mesto je prepleteno s temi tirnicami, ker je včasih tukaj vozil tramvaj. Danes sta pa samo še 2 progi aktivni, pa še to v bistvu bolj v turistične namene.
se pa tudi v centru najde kakšna ulica, kjer ni nikogar in je mir. Ta cerkev je pa najvišja zgradba v tem mestu, ta stolp je pa 76 metrov je visok in nobena zgradba ne sme biti višja od te cerkve. Zdaj bova šla pa še enkrat čez reko, ampak po zgornjem delu mostu. Na tej točki pride tudi metro ven, da lahko prečka to reko. Zdaj smo prišla prav do vrha. Tako, pa sva tudi midva dobila svoj potni list. In zdaj lahko potujeva samo še skupaj. Prej sva bila pa tukaj gor. Portugalska je splet čudovitih krajev, prijaznih ljudi, okusne hrane in prekrasnega vremena. Hvala, ker ste me spremljali, bodite fajn, mi pa se vidimo v Sloveniji. Čau, čau!